Zaradi prazničnega torka so danes številke opravljenih testov nekoliko nižje, kot običajno poročamo v sredo. In sicer je bilo včeraj opravljenih 2007 PCR testiranj in pa 4143 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 398 novih okužb. Podatki kažejo, da se je znižalo tudi število aktivnih okužb v državi, ki po oceni NIJZ trenutno znaša okoli 9250. Počasi se znižuje tudi 14-dnevna incidenca, ki je že padla pod 500 in trenutno znaša 437. Tudi podatek o 7-dnevnem povprečnem številu okužb je danes nekoliko bolj spodbuden, in sicer današnji podatki NIJZ kažejo, da to povprečje znaša 606. Včeraj, če spomnim, je to povprečje znašalo 694, v ponedeljek pa 682. Več podrobnosti o epidemioloških razmerah pri nas in po Evropi bo pojasnjeno v nadaljevanju novinarske konference, mi pa si sedaj skupaj poglejmo še tabelo, ki prikazuje dnevno število opravljenih testov in število potrjenih okužb. Kot že rečeno, je bilo včeraj potrjenih 398 novih okužb, kar pomeni, da je delež pozitivnih PCR testov znašal 19,8%. To je manj, kot je delež pozitivnih testov znašal en teden nazaj, se pravi 20. aprila, ko je ta delež znašal 21,5%. Število COVID-19 pacientov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, žal še vedno ostaja visoko. Skupaj se danes v naših bolnišnicah zdravi 621 pacientov, kar je manj kot včeraj, ko je bilo skupaj zasedenih 649 COVID postelj. Tudi postelje na intenzivni terapiji ostajajo bolj zasedene, kot bi si želeli, in sicer intenzivno terapijo danes skupaj potrebuje 155 COVID pacientov. Včeraj je bilo v naše bolnišnice zaradi COVID-19 skupaj sprejetih 26 pacientov, dan predtem pa kar 71, kar kaže na to, da se razmere v bolnišnicah žal še ne izboljšujejo. Iz bolnišnic je bilo sicer včeraj skupaj odpuščenih 40 pacientov, dan predtem pa 58. Tudi včeraj pa smo žal vnovič zabeležili smrti, in sicer je včeraj skupaj umrlo 15 oseb. Vsem svojcem in ostalim bližnjim umrlih izrekam iskreno sožalje ob njihovi izgubi. Kot običajno si poglejmo sedaj še graf, ki prikazuje trend zasedenosti postelj na COVID oddelkih. Ta graf prikazuje zasedenost navadnih postelj, postelj na intenzivnih oddelkih in pa skupno število vseh zasedenih COVID postelj. Kot vidite, so številke zasedenih postelj še vedno visoke, v zadnjih 2-3 dneh pa se je trend zasedenosti postelj po vseh treh kriterijih ponovno obrnil nekoliko navzdol, kar je spodbuden podatek in upamo, da se bo sedaj krivulja dokončno počasi začela obračati navzdol. Pa še numerični prikaz podatkov zasedenosti postelj v naših bolnišnicah. Na navadnih oddelkih je trenutno zasedenih 466 postelj, kar je manj kot včeraj, ko je bilo zasedenih 488 postelj na navadnih oddelkih. Na intenzivni terapiji je, kot že omenjeno, zasedenih 155 postelj, to je 6 manj kot včeraj, skupaj pa se danes v naših bolnišnicah zdravi 621 COVID pacientov. Prvi pregledni del novinarske konference je s tem zaključen, sedaj pa nadaljujemo s prvo temo novinarske konference, in sicer s pregledom trenutnih epidemioloških razmer. K mikrofonu zato prav lepo vabim magistrico Evo Grilc iz NIJZ. Pozdravljeni še enkrat med nami, izvolite.
hvala za besedo. Na kratko bom predstavila še nekaj dejstev o pandemiji. Torej, pandemija v svetu, kot tudi v Sloveniji, je še aktivna, še traja. Vidimo tudi iz tegale grafa, da število pravzaprav obolelih oziroma incidenca prijavljenih primerov v svetu narašča naprej. Pomembno žarišče ostajajo tudi evropske države. Pravzaprav že glede na barvo zemljevida v 14. in 15. tednu je razvidno, da je pandemija še aktivna, ponekod so barve že svetlejše, recimo Portugalska, Finska, vendar so absolutni indikatorji pandemije so še kar visoki. Kar je dobro, je, da je 14-dnevna incidenca se počasi znižuje, kar je manj dobro, da nekaj držav še vedno poroča, mislim, da 10 držav v 15. tednu poroča, da incidenca v nekaterih starostnih skupinah še vedno narašča. Manj dober indikator je stopnja hospitalizacije, torej število oseb, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje. To je v kar 26 državah še visoko, med njimi je tudi, oziroma 20 državah med njimi je tudi Slovenija. Je pa Slovenija v skupini držav, 16 držav, kjer pa so trendi glede smrtnosti oziroma umrljivosti bolj ugodni, stabilni oziroma nekoliko upadajo. Naprej. Kot je že omenjeno, v Sloveniji smo do sedaj testirali več kot milijon 100 tisoč oseb s PCR-em, s hitrimi antigenskimi testi več kot 2 milijona. Testiranih oseb je bilo v preteklem dnevu 2007, od teh je bilo pozitivnih 398 ali 19,8%. Nekoliko se je znižalo tudi število aktivnih primerov po oceni, 437 pa je potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Če po ocenah je vir okužbe oziroma glede na najverjetnejši vir okužbe je lokalni vir, veliko pa je seveda tukaj neznank oziroma neznanih virov, kjer je možnosti okužb verjetno veliko. Glede sekvenciranja, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete, je bilo od 1. januarja sekvenciranih 6059 vzorcev, zabeležili so 47 različic virusa, prevladuje seveda angleška različica, skupno NLZOH in IMI 3668 vzorcih in se še dodatno širi. Pričakovano je, da bo ta angleški sev oziroma različica, da bo sčasoma prevladal. Kar naprej. Še malo bolj natančni podatki o najverjetnejši lokaciji prenosa okužbe glede na naše ankete. V družini, skupnem gospodinjstvu so osebe navedle, da je bil to več kot tretjini. Najverjetnejši vir okužbe, še vedno več kot tretjina, je neznan vir okužbe, delovno mesto sledi na drugem mestu, zasebna druženja, nekaj malega tudi okužbe v vzgojno-izobraževalnih zavodih in pa drugo. Omenjene so tudi trgovine. Naprej. Delež pozitivnih testov na 27. aprila je znašal 19,8%, nekje na ravni v začetku aprila. Delež je bil že nekoliko nižji, morda je to tudi vprašanje naključja ali pa morda tudi stvar druženja, mogoče malo večjega druženja med prazniki. Naprej. 14-dnevno število potrjenih primerov po spolnih starostnih skupinah od 14.4. do 27.4. vidimo, da je največje breme okužb v starostnih skupinah 35 do 44 in 45 do 54 let. Če pa gledamo 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev, pa je v ospredju nekoliko tudi starostna skupina od 15 do 24 let, poleg že omenjenih dveh starostnih skupin. Naprej. Situacija v domovih starejših občanov se je po zaključenem cepljenju oziroma po uspešnem cepljenju precej izboljšala. Beležimo manjše število primerov novih okužb in pa znatno manjše število smrti, kar je razvidno tudi na tem grafu. Kar naprej. In pa tedensko število umrlih, pri katerih je bila okužba SARS potrjena v 28 dneh pred smrtjo, glede na teden smrti med vsemi prebivalci in pa oskrbovanci, je prav tako to število v upadanju. Naprej. Dnevno število umrlih, pri katerih je bila okužba SARS-CoV-2 potrjena, je prav tako ugodno in je pa v stanju oziroma stabilno oziroma v upadanju.
Glede na vse navedeno bi lahko rekli, da je pandemija sicer še aktivna, da so aktivni indikatorji oziroma indikatorji pandemije še visoki, vendar so stabilni oziroma se nekoliko znižujejo, vendar se priporočajo, da se držimo še vseh priporočil glede varnega druženja oziroma upoštevanja teh osnovnih ukrepov, ki jih žal vedno znova ponavljamo. Hvala lepa za vašo predstavitev. Je morda kakšno vprašanje za našo gostjo? Kot kaže, imamo vprašanje, in sicer ga bodo zastavili iz POP TV. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Zanima me glede indijskega seva. Je mogoče to sev, ki lahko ogroža tudi Slovenijo? Kakšno je trenutno stanje v Evropi, kar se tega seva tiče, kako zelo nevaren je, kaj pravzaprav vemo o njem? Skratka, čim več bi me zanimalo. Najlepša hvala. Hvala za vprašanje. Torej, indijska različica gre za dvojno mutirani sev, o katerem poročajo iz Indije. V Indiji trenutno situacija, epidemiološka situacija slaba, se poslabšuje. Kot že omenjeno, tudi potrebujejo mednarodno pomoč, so zaprosili za mednarodno pomoč. Glede indijskega seva je še malo znanega, ne vemo tudi, ali je res bolj kužen, ali povzroča težjo klinično sliko, ali ima višjo smrtnost. Dejstvo je pa, da se pojavlja, v kakšnem obsegu se tudi pojavlja v Indiji, tudi številke tudi niso čisto jasne, ker je obseg testiranja verjetno tam manjši oziroma je drugačen način testiranja. Je pa res, da v zadnjem času so sumi, da indijske različice so že v Evropi. Mislim, da mi je znano, da je sum na 2 primera zdaj v severni Italiji in pa tudi na Portugalskem. Vendar vsaj za Italijo vemo, da gre za državljane Indije, ki sta bila nedavno na obisku v Indiji, sta se vrnila v Italijo in tam zboleli in so jima potrdili indijski sev. Hvala lepa. Sledi vprašanje Svetana Fanalua. Izvolite. Lepo pozdravljeni. Mene pa zanima, na eni strani govorimo o tem, da bomo cepili seveda tiste, ki si to želijo, na drugi strani pa imamo to 60 do 70% precepljenost, ki jo želimo doseči, in pa slabo aktivno spodbujanje k cepljenju. Nekatere regije po podatkih prav izstopajo, ne vem, denimo Pomurska pa Savinjska, po slabi cepljenosti, predvsem starejše populacije. Bi bilo mogoče bolj smiselno, če bi se cepljenje bolj aktivno promoviralo, ali se v bistvu to nalogo prepušča vsakemu zdravstvenemu domovu posebej? Vsekakor na vsaki konferenci poudarjamo, da je cepljenje dejansko osnovni ukrep, poleg vseh ostalih priporočil. Dejstvo je, da se ta promocija tudi izvaja, vendar je verjetno v teh kriznih časih oziroma glede na mnoge informacije, tudi o stranskih učinkih cepiv, je v bistvu to kar težavno izvajati. Dejstvo pa je, da cepljenje promoviramo na vsaki možni novinarski konferenci. Hvala lepa. Sledi še eno vprašanje POP TV. Če sem prav videla, ga bo zastavila gospa Tjaša Dugolin. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Po podatkih na strani cepimose.si je trenutno razlika med dobavljenimi in porabljenimi odmerki 122 tisoč. Kaj to pomeni, a dejansko ti odmerki ostajajo, ali je to posledica zamude v birokraciji, ker zdravstveni domovi to porabijo in šele na to prijavijo, vnesejo podatke, da so jih porabili? Hvala. Hvala za vprašanje. Verjetno je res zamuda pri vnosu, dejansko pa mislim, da morajo cepilna mesta vnesti vse cepljenje v roku 48 ur v program ERCO, tako da verjetno, bili so pa tudi prazniki, tako da verjetno iz tega naslova nastajajo tudi določene razlike v številkah. Hvala lepa. Tudi TV Slovenija ima vprašanje. Prosim. Ne slišimo vas. Poskusite še enkrat. Ja, pozdravljeni, Tadeja Anžlovar. Jaz bi rada vprašala, če je že znano, kaj je s testi za samotestiranje v šolah, oziroma če je to preverjanje že končano, če so testi varni in skratka, kaj ste ugotovili. Hvala. Poteka, kot mi je znano, še validacija testov v slovenskem prostoru in dovoljenje za uporabo testov bo v končni fazi izdala Agencija za zdravila, tako da čakamo na to odločitev. Vsekakor si želimo, da so testi primerni, varni in seveda tudi učinkoviti. Hvala lepa. Še eno vprašanje ima spet na kanalu A. Izvolite.
Zanimalo bi me še, nova navodila NIJZ-ja za glasbenike narekujejo nošnjo mask z neko majhno zarezo na ustih za pihanje inštrumentov, ki naj bi služili kot neka lupica, kamor lahko glasbeniki potem pihajo v inštrument. Zakaj naj bi to uporabljali, zakaj takšna navodila, kako no, pravzaprav v praksi je to verjetno malo težko izvedljivo kot pa v teoriji. Se strinjam, teh navodil priznam, da še nisem prebrala, ampak verjetno vsekakor je takšna uporaba takšne maske verjetno ni preveč praktična, tako da verjetno se bo o tem še razpravljalo. Hvala lepa. Pa še eno vprašanje imajo pri POP TV, izvolite. Ja, lep pozdrav. Veste kaj, jaz bi se navezala samo na kolegico Tjašo Dugolin in sicer me zanima, a smo mi že kdaj slišali kakšne številke, koliko skupaj je doslej ostalo neporabljenega cepiva, če imate mogoče kakršnekoli podatke. Hvala. Hvala, tega podatka trenutno nimam, če pa želite, pa lahko naslovite to vprašanje na PR, pač naslov na NIJZ in vam bomo posredovali podatke, če seveda obstajajo. Hvala lepa. Pa še eno vprašanje imate v Sloveniji, izvolite. Ja, še to me zanima, če je že znano glede COVID potrdil oziroma COVID potnih listov, kdo jih bo izdajal, kako, kdaj. Ta potrdila bo verjetno izdalo Ministrstvo za zdravje, tako da to ni v domeni NIJZ, verjetno pa lahko naslovite vprašanje tudi na njih. Hvala lepa. Pa še v tretja svet na kanalu A, izvolite. Še eno vprašanje bi imela in bi se sicer navezala na vaš prvi odgovor. Omenili ste, da je promocija v teh časih, ko ljudje preberejo in vidijo tisoč stvari, lahko težka. Vendar kaj je pravzaprav potem naš cilj pri cepljenju, če pa nekatere osebe v rizičnih skupinah, denimo sploh še niso bile cepljene, pa so po strategiji šli že naprej. Nekaj truda bo verjetno treba vložiti in ne vse prepustiti zdravstvenim domovom. Vsekakor se trudimo, da bi ta promocija bila čim bolj učinkovita in da bi res imeli prednost, pravzaprav tako kot je v strategiji v osnovi zapisano, po starostnih skupinah in glede kroničnih bolnikov, vsekakor pa bo treba vložiti še nekaj truda, se strinjam. Hvala. Še kakšno vprašanje? Kot kaže, smo izčrpali vsa vprašanja. Hvala lepa magistrici Grilc, da je bila z nami. Prehajamo pa k drugi temi današnje novinarske konference. Na oder zato vabim našega drugega gosta danes. Kot že uvodoma napovedano, je danes z nami tudi docent dr. Aleš Rozman. Lepo pozdravljeni še enkrat med nami, izvolite. Lepo pozdravljeni in hvala lepa za povabilo. Naprošen sem bil, da nakratko predstavim situacijo v bolnišnicah na današnji dan. V bolnišnicah imamo še vedno znaten del bolnikov, ki ima COVID-19 bolezen, kar nas seveda nekako zadržuje pri tem, da bi lahko v večjem številu obravnavali tiste bolnike, ki imajo druge bolezni in pristopili tudi k skrajševanju čakalnih vrst. Na današnji dan je bilo v bolnicah hospitaliziranih okrog 650 bolnikov, na intenzivnih oddelkih okrog 160. Razmerje je nekje 1:4, kar je manjše razmerje, se pravi več v korist težjih bolnikov, kot je bilo to nekje v začetku epidemije. In tudi vidimo, da se z uspešnim cepljenjem starejših starostnih skupin nekako povečuje delež bolnikov, ki niso ravno največja starostna skupina trenutno v naši bolnišnici. So to večino bolniki od starostne skupine nekje 60 do 70 let, sicer še polno aktivni prebivalci, imamo tudi nekaj bolnikov, ki so v starostni skupini med 50 in pa 60 let. Angleški sev, ki trenutno pri nas prevladuje, opažamo, da ni samo bolj virulenten, ampak tudi povzroča nekoliko težjo bolezen, kot jo je prejšnja različica virusa. In pa to, da zbolevajo nekoliko težje zbolevajo, nekoliko mlajši ljudje, nekateri celo brez tistih rizičnih dejavnikov, ki smo jih opisovali v preteklosti, brez spremljajočih bolezni. Čeprav težiče še vedno na tistih, ki jih zaznamuje slab življenjski slog in pa številne kronične bolezni. Poleg teh, ki so v bolnišnici na intenzivnih oddelkih in na rednih oddelkih, kjer potrebujejo kisik in dodatno zdravljenje, pa opažamo večanje skupine ljudi,
ki ima tako imenovani dolgi COVID oziroma post-COVID sindrom. Bolniki, ki so bolezen večinoma preboleli tudi doma kot blago obliko, vendar nekako ne okrevajo tako, kot bi bilo pričakovati, oziroma se še več mesecev ali tednov po bolezni še vedno čutijo oslabele, se zadihajo že ob najmanjših naporih, nos, vonj in okus se ne povrneta v celoti in podobno, kar pomembno vpliva pri kvaliteti njihovega življenja. Nekako skušamo pristopiti tudi k tem bolnikom, seveda ta vrsta bolezni, ta slabše okrevanje, ki se pojavlja pri nekaterih, po oceni pri 10 do 15% ljudi, je tudi za nas še relativno nova stvar, tako kot tudi v svetu, in ga nekako opažamo tam nekje po novem letu, so se začeli te prvi opisi in pogovor o tem, tako da neke jasne usmeritve še ni, kako k temu pristopiti, vendar običajno opravimo te teste, preiskave, ki jih opravimo tudi sicer pri težjem dihanju oziroma pri slabšem počutju te vrste, potem skušamo nekako tem ljudem pomagati. Če gremo od bolnikov še k osebju v bolnišnicah. Osebje je, moram reči, že zelo utrujeno in nekako naveličano tega stanja. Veliko je število nadur, malo je bilo dobenega dopusta v lanskem letu, tako da ima še večina zaposlenih v bolnišnicah nekje od polovice do 1/3 lanskega dopusta in bi potrebovali morda nekaj boljših dni, nekaj boljših tednov, da bi se lahko tudi odpočili in za nekaj časa regenerirali, da bi se na ta način lažje vrnili na delo. Treba je vedeti, da je medicina v Sloveniji v pretežnem večjem procentu so zaposlene v njej ženske, predvsem tudi mlade matere, v naši bolnišnici konkretno preko 80%. Z vsemi obveznosti, ki jih imajo doma, turnusnim delom, in ob tej priložnosti ne morem mimo tega, da jim izrečem spoštovanje in iskreno priznanje za vse to, kar v zadnjem letu delajo za nas, za bolnike pravzaprav, in kljub izredno težkim situacijam, ki smo jih preživljali v preteklih mesecih, z visokim deležem hospitaliziranih v primerjavi z drugimi svetovnimi državami, so pomagale držati sistem delujoč, funkcionalen, in tukaj resnično se moje spoštovanje in pa tudi zahvala vsem tem. Nekako na kratko upam, da sem predstavil situacijo, če so morda še kakšno vprašanje, pa z veseljem odgovorim na njih. Hvala lepa. Je morda kakšno vprašanje za dr. Rozmana? Sporočajo mi, da bomo imeli vprašanja, in sicer prvega zastavlja POP TV. Izvolite. Lepo pozdravljeni, gospod Rozman. Zanima me, pravite, da se je nekoliko spremenila struktura hospitaliziranih. Kako se to recimo kaže pri samem delu osebja, torej poteku tudi samega bolnišničnega zdravljenja? In pa še to, tudi vas bi prosila za en komentar glede tega indijskega seva, ki se nekako prodira tudi proti Evropi. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Kljub temu, da je mogoče starostna skupina težje obolelih in hospitaliziranih v bolnici se nekoliko premaknila proti mlajši starosti, osebje obravnava te bolnike enako, kot je tudi vse druge, brez kakšnih posebnih. Osebe ne ravna diskriminatorno, vedno vsakega bolnika, starega, mladega, s tako drugačno boleznijo pristopimo z vso resnostjo in ga tudi obravnavamo, kar je le v naših močeh dobro, da se mu čim prej povrne zdravje in pa da kar najbolje okreva. Kar se pa tiče drugega dela vprašanja, pa v tem indijskem sevu, kot je bilo že rečeno, ni posebno veliko znanega. Vemo to, da nekako ga še ni pri nas, ampak z potovanji, z tem, ko ljudje pač želijo potovati po svetu, iti na počitnice in tako naprej, pričakujemo, da bo slej ko prej ta sev zašel tudi k nam. V čem so njegove posebnosti, bomo verjetno videli v naslednjih tednih, morda mesecih, in potem bo mogoče kaj več tudi o tem povedati. Hvala lepa. Sledi vprašanje sveta na kanalu A. Prosim. Dr. Rozman, lepo pozdravljeni. Jaz bi imela pa vprašanje na temo nasilja, groženj na strokovnjake. Vi ste tudi bili
Tudi vi ste imeli to izkušnjo, predvsem od začetka epidemije pa se grožnje in napadi pojavljajo bolj pogosto. Kako gledate na to, na te pritiske, kako ste vi takrat urgirali, kako ste se soočali s tem? Situacije, kjer se znajdemo v krizi, predvsem za dlje časa, nekako sprožijo tesnobne občutke med ljudmi in določen odstotek ljudi očitno ni sposoben tega obvladovati in se tudi zatekajo k nasilju. Ne gre samo za grožnjo strokovnjakom in tistim, ki smo morda med epidemijo bolj izpostavljeni, ampak tudi grožnjami običajnemu bolnišničnemu osebju. Mi smo v nekem momentu zaradi teh groženj in pravzaprav tudi izbruhov nasilja bili primorani pravzaprav zapreti bolnišnico za obiske, ker je prišlo do neupoštevanja navodil, prerivanj in tudi fizičnih groženj, kar se pravzaprav dogaja tudi še sedaj občasno. Vse to je na nek način ne smemo dopuščati, moramo nekako imeti nično toleranco, predvsem pa videti v ljudeh, ki uporabljajo grožnje in se zatekajo k nasilju, tudi eno nemoč, stisko in nasloviti tudi te potrebe. Hvala lepa. Še eno vprašanje imajo pri POP TV. Izvolite. Ja, doktor Rozman, zanima me še dvoje. Prvič, velikokrat slišimo o dvojni okužbi, nekateri posamezniki naj bi bili celo okuženi že 3-krat. Kaj pa je mogoče s to dvojno hospitalizacijo? So že bili primeri pacientov, ki bi se torej ob ponovni okužbi bili 2-krat hospitalizirani? In pa drugo vprašanje, v luči včerajšnjih protestov, kjer se je pač zbralo in združevalo več tisoč ljudi, mislite, da lahko to predstavlja novo žarišče in kako pravzaprav s kakšnimi očmi vi kot strokovnjak pogledujete proti množicam? Hvala lepa. Glede prvega dela vprašanja večkratne okužbe, seveda smo že opazili, da ljudje za COVID-om lahko zbolijo tudi 2-krat. V zadnjem času nam pomaga sekvencioniranje genoma, ki ga v preteklosti nismo imeli in mogoče bomo na ta način lahko kaj več odgovorili, ali je to za isti sev ali je to zgolj za neko imunsko pomanjkljivost manjšega dela ljudi, ki kljub preboleli bolezni v krajšem času ponovno zbolijo. To smo že v preteklosti opazovali tudi pri običajnih teh domačih koronavirusnih prehladih, da je lahko na eno sezono določena oseba zbolela za več različnimi klasičnimi koronavirusnimi respiratornimi obolenji pred prihodom SARS-CoV-2. Teh bolnikov je na srečo malo in so v mašini, tako da ne gre govoriti zaenkrat o tem kot o neke vrste pravilu. Na drugi strani spektra pa znova nekako zaskrbljeno pogledujemo proti Braziliji in izkušnji iz mesta Manaus, kjer je pravzaprav večina prebivalcev, ki je virus že prebolela, se je izkazala, da lahko z novim sevom P1 zboli pravzaprav še enkrat. Tako da tukaj ne gre za enoznačno vprašanje, ampak za številno polje možnosti, ki se tukaj odpira. Bodisi sekvenčno zbolevanje za istim sevom pri nekaterih z imunsko pomanjkljivostjo, bodisi za zbolevanje za različicami virusa, ki zaobidejo naš imunski odgovor. Tako da tukaj je večkrat bolj kompleksno vprašanje. Na srečo, kot poudarjam, zaenkrat smo opazili, da tisti, ki zbolevajo, so v veliki manjšini in da so to bolj izjeme kot pravilo zaenkrat še pri nas. Kar se ga tiče drugega dela vprašanja, govoril bi na splošno, ne glede, ali je to za zborovanje v politične namene ali za kulturne namene ali rock koncert, virus pravzaprav ne ve, za kaj gre in povsod tam, kjer smo ljudje zbrani v velikih skupinah, na manjših površinah, predvsem, če smo še nezaščiteni z pačnimi maskami in tako naprej, seveda so prenosi virusa večji, tako da tukaj ne glede na to, kaj se dogaja, je to nogometna tekma, je to protest, je to karkoli drugega. Tukaj gre enostavno za množico ljudi, ki je tesno skupaj, kjer se predvsem, če gre za veliko navijanja, petja, tudi klicanja, govorjenja, se ustvarja ta aerosol, od katerega se lahko osebe potem tudi nalezejo tega virusa. Hvala lepa. Še enkrat POP TV, Akra, druga novinarka, Tjaša, izvolite. Pozdravljeni še z moje strani. Jaz bi imela vprašanje na cepljenje. In sicer verjetno se nam kmalu obeta neko bolj odprto, neko bolj množično cepljenje. Kaj bo to pomenilo za cepilne centre? Kako boste zagotovili dovolj ekip, da ta logistika ne bo postala ozko grlo? Hvala.
Bojim se, da to ni vprašanje zame, ampak bolj za organizatorje cepljenja. Želimo pa si, da bi cepljenje potekalo kar se da hitro, da bi se ga prebivalci udeležili v čim večji meri in šli po poti tistih držav, ki so že uspele precepiti večino prebivalstva in se nekako vračajo v neke vrste normalo, z širšim odpiranjem družbe, z večjimi poslovnimi možnosti tudi za tiste, ki jih je virus prizadel zaradi načina, zaradi tistih dejavnosti, kjer smo pričakovali in kjer tudi dokazano se virus širi hitreje. Zato upam, da bo šlo to kar najhitreje, da bo najbolje urejeno in tudi mogoče računamo na medije, da nekako uspejo tudi pozvati, prikazati vse te koristi cepljenja, da se večji delež prebivalstva pogumi pristopi k temu. Hvala lepa. Tudi Žurnal 24 ima vprašanje za vas. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni, Sergeja Hadmer, Žurnal. Jaz bi vas rada vprašala, danes bo potekala seja odbora za zdravje na pobudo opozicije, kjer so predlagatelji pač prepričani, da sedanji ukrepi ne naslavljajo zadostno vloge aerogenega prenosa pri širjenju virusa in pač ukrepi vztrajajo pri kapljičnem prenosu. Zanima me, kaj pravi znanost danes o tem in ali menite, da bi se morali te ukrepi pač preusmeriti na dejstvo, da se koronavirus prenaša aerogenom. Hvala lepa. Tukaj bom odgovoril strogo iz znanstvenega pogleda na prenos virusa. Se pravi, virus se lahko prenaša in po zraku in z dotikom. Se pravi, lahko ga naberemo na kljuki, na pipi, pri rokovanju z okuženo osebo, če ta sluz pride na našo roko, se potem popraskamo po očesu, po nosu in ta virus nekako prenesemo na naše sluznice, ker zaradi česar potem zbolimo. Kar se tiče aerosola, kar se tiče aerogenega prenosa, tukaj je nekako težko ločiti, kaj je eno, kaj je drugo, kje se eno neha, kaj se drugo neha. Posamezen virus, ki leti po zraku, kot ena enota od njega najbrž ne moremo zboleti, ampak rabimo skupinico oziroma kar precejšnjo skupino teh virusov, ki pade na neko našo sluznico, nosno, očesno in potem sproži na ta način okužbo. In to je možno, če so ti virusi zbrani na kapljici. Tako da veliko bolj efektiven je ta bližnji kontakt, ko smo v tesnem kontaktu z okuženimi osebami, govorimo, pojemo, kašljamo in podobne stvari in leti veliko teh kapljic naokoli. Tisto, kar ostane, potem pa seveda odvisno od sedimentacije teh kapljic. Težja kapljica zaradi gravitacije prej pade na tla, lažja kapljica dlje časa ostane v zraku, potem zračni tokovi to še malo premešajo. V zaprtih prostorih smo videli na internetu v zadnjem času precej teh filmčkov, kako te stvari potekajo. Tisto, kar je pa strogo aerogen prenos, so pa priznamo predvsem z vidika naše klinike tuberkulozo, ki se aerogeno prenaša. Tam pa zadošča že zelo majhna doza teh bacilov, nekje 1 do 5 je že morda dovolj, da človek od njih zboli. In tam pa lahko posamični bacil lebdi v zraku kot aerogen, preden sedimentira in pade nekam na tla in ga pač vdihnemo in ga pravzaprav rabimo res dobiti v pljuča v alveole, ne samo na nos ali pa na usta. Tako da, kar se tiče respiratornih virusov, je verjetno kapljični prenos precej bolj pomemben od aerogenega, ampak tukaj se črte natančno pa ne da potegniti, kje je zdaj, kje se nekaj neha, pa kje se nekaj začne. Se pravi, to je neka skupina stvari, ki se nekako malo preliva, pa je bolj težišče na kapljičnem kot pa na aerogenem prenosu. Opazovali pa smo, da tudi običajne te kirurške maske in viziri v času epidemije nudijo zelo učinkovito zaščito, kar govori nekako proti temu, da bi se večina prenosa zgodila aerogeno. Hvala lepa za to pojasnilo. Še eno vprašanje imajo pri spletu na kanalu A. Izvolite. Tudi jaz bi imela še eno vprašanje na temo cepljenja in sicer čez nekaj dni bo praktično že maj. Je po vašem mnenju ta 60 oziroma 70% precepljenost ali pa mogoče le cepljenost do konca junija dosegljiva, glede na to, da je trenutni odstotek precepljenosti dobrih 8%? To najbrž ni vprašanje zame, ampak vprašanje za organizatorje samega cepljenja, za tiste, ki se ukvarjajo z logistiko in dobavo cepiv.
tako da tukaj ne morem komentirati. Seveda je odvisno po eni strani od dobave cepiv, potem od izvedbe samega cepljenja, pa tudi od udeležbe oziroma odziva na cepljenje. Tako da več kot to pa žal ne morem reči. Hvala lepa. Tudi Planet TV se je prijavil k besedi. Izvolite. Ja, pozdravljeni. Mene pa zanima glede cepljenja, kako je s cepljenjem prebolevnikov, a jih boste cepili samo z enim odmerkom in če ja, kdaj? Tudi to ni vprašanje zame, ampak za skupino, ki se ukvarja z organizacijo cepljenja oziroma strategijo cepljenja. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Ni več vprašanj. Dr. Rozman, hvala, ker ste bili z nami. Najlepša hvala. Srečna sem. Preden zaključimo z novinarsko konferenco za danes, še vprašanje z moje strani. Še kakšno vprašanje morda? Kot kaže, ni več vprašanj. Hvala lepa vsem za pozornost. Lep dan ter lep pozdrav do naslednjič. Na svidenje.